Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Podprečko. V Lendavi smo obiskali Nafto, kjer se je o povratku lendavskega nogometa v Prvo ligo Telemach razgovoril Rok Pirtovšek. Lendava živi za nogomet, to vemo. Navijači spremljajo nas na domačih gostujočih tekmah. Spomnili se bomo na zgodovinski evropski večer, ko sta v ligaškem delu konferenčne lige zmago slavila tako Olimpija kot Celje. Z izzivom Podprečko se bo pomeril Mark Španrink iz Brava, pobliže pa bomo spoznali tudi njegovega trenerja. Aleš Arnold se bo predstavil v rubriki 10 kratkih s trenerjem Prve lige Telemach. Mauricio Sarri. V prejšnji sezoni je Rok Pirtovšek prvič dočakal priložnost v prvi slovenski ligi. V Rogaški Slatini je bil med nosilci igre in se na zadnji tekmi sezone razveselil pokalnega naslova. Rogaška zaradi dobro znanih težav z licenciranjem ni ostala prvoligaš, Rok pač. Pred sezono se je vrnil v klub, v katerem se je pred leti uveljavil v drugoligaški konkurenci. Tu sem že bil, preživel sem lepa 2 leta in pol. Po končani sezoni z Rogaško, ko se je potem vse tisto dogajalo z nepridobitvijo licence in v bistvu malce komplikacij, kar se tiče teh prostih papirjev, pa to so me kontaktirali iz kluba. Nisem kaj veliko razmišljal, tudi poznam situacijo, vem kako je klub urejen. Potem so mi predstavili še projekt, bom rekel, to novo akademijo, ki se je v tem času zgradila, odkar me ni bilo tukaj in sem zelo zadovoljen, da sem se dogovoril in verjamem, da bomo uspešni skupaj. Na Rogaško ga bodo vedno vezali lepi spomini. Lovorike so tisto, kar po karieri šteje največ. Soigralci iz Slatne je ostal povezan, še vedno so prijatelji in v kontaktu, kako pa sicer danes gleda na sezono 2023-2024. Bom rekel, drugi del sezone je bil kar senzacionalen za takšen klub kot je Rogaška. Imeli smo 11 točk po prvem delu, na koncu 36. Osvojitev naslova pokala, noben ni pričakoval. Igralci smo se zelo razumeli dobro in nažalost se takšne stvari dogajajo, ampak definitivno zaenkrat vrhunec moje kariere. V Lendavi se je od njegovega odhoda leta 2021 veliko spremenilo. Glavna pridobitev je nogometna akademija, ki tudi članski ekipi omogoča izjemne pogoje za trening. Vrhunsko, mislim, da v Sloveniji noben ima takšnih pogojev. Res 2 igrišča z naravno travo, z umetno travo, celotni prostori. Res pričakoval sem dobro, ampak nisem pričakoval, da bo tako urejeno. Povratek lendavskega kluba v Prvo ligo Telemach je še dodatno predramil vselej zanimivo nogometno okolje, ki je Roku zelo všeč. Lendava živi za nogomet, to vemo. Navijači spremljajo nas na domačih gostujočih tekmah, imamo podporo. Ekipa se je, bom rekel, kar v celoti spremenila. Prišli smo fanti vseh koncev. Imamo zelo mlado ekipo. Želimo si seveda obstati in tudi verjamemo, da bomo uspeli. Trenutno sicer nimamo toliko točk, kot bi si želeli oziroma kot mislim, da bi tudi si zaslužili. Treba je nadaljevati v tem ritmu, trenirati pridno in verjamem, da bomo še zbirali točke. Dodatno energijo v lovu na točke dajo navijači. Stadion je bil na večini tekem zavidljivo poln, na tistih najpomembnejših obračunih, med katere sodi tudi prekmurski El Clasico z Muro, pa se je pričakovano iskala karta več. Kaj ekipi dajo vročekrvni navijači? Definitivno je pomembno. Vemo, kako je vedno s publiko. Ko ti gre dobro, te hvalijo, ko ti gre slabo, te seveda tudi mogoče malce vzmire, ampak to je povsem normalno v športu. Nogometaši smo, to je naš poklic in vemo, kaj moramo na igrišču storiti. In mislim, da pred takšno publiko, kot je bilo Mura tukaj doma, je najlepše igrati. Ko so bojni navijači, ko je nekako malce naelektreno vzdušje, ko se igra za nekaj več, kot bom rekel samo točke. To so trenutki, ki mislim, da so najpomembnejši. Jesenski del sezone Nafte, glede na vse težave in bero točk, močno spominja na lansko sezono Rogaške. Kako na dosedanje tekme gleda Pirtovšek? V določenih tekmah
imamo 22 let poprečno starost, kar je za prvo ligo, sploh za ekipo, ki se na novo sestavila, včasih težko. Treba je balansirati tisto stvar med mladostjo in potem rezultatom. Ampak fantje imajo izjemen potencial, tudi sedaj smo imeli 2 reprezentanta, Bosne in Madžarske mlade, tako da mislim, da se za prihodnost ni treba bati, ampak zagotovo je teh prvih 10-15 tekem najtežjih, ko se privajaš, ko se ekipa se še nekako sestavlja skupaj, da se povežemo na igrišču, ampak mislim, da smo do sedaj pokazali že dosti, ampak premalo točk. Lestvica prve lige Telemach se je že pošteno prelomila, kažejo se že obrisi tega, koga lahko pričakujemo kje in kdo se bo boril za najvišja mesta ter kdo za obstanek. Ali se v Nafti že ukvarjajo s položajem na lestvici? Če sem povsem iskren, ne gledamo na druge ekipe. Sami vemo, da potrebujemo točke, vemo, kje jih zbirati, ampak mislim, da se je nekako izoblikovala lestvica teh zgornjih ekip, katere vemo, da se bo borila za prvaka in pa teh nas spodaj 4 ekip, mislim, da. Ampak mislim, da lahko osvojimo praktično vsako mesto od povsem spodaj do potem 7. mesta. Ker je ekipa zelo mlada, ne čudi, da je 28-letni Pirtovšek zelo pomemben del slačilnice. Drugi najstarejši igralec v ekipi je tudi podkapetan, ta vloga pa nosi dodatno odgovornost do kluba in okolja. Sem drugi najstarejši za Lesjakom. Nikoli, mislim, vedno sem v slačilnici dal vse za ekipo, tako da smo zelo dobra, imamo zelo dobro slačilnico. Starejši moramo prevzeti odgovornost za določene stvari, vemo, kaj morajo početi mlajši, tako da ni nekih težav. Sem ponosen na to, da sem lahko podkapetan kluba v prvi ligi, kot je Nafta, in upam, da bo to še dolgo trajalo. Rok, hvala za debato in veliko sreče v preostanku sezone. Izziv pod prečko, tokrat v Ljubljani, na Žaku, Mark Španjenik, predstavnik Brava. Najprej se čuti kaj pritiska zaradi prve sezone, ko je Žan Trontelj navdušil vse in bil najboljši? Ja, malo vse, ne. Sploh zato, ker sem videl druge udeležence in jim je zelo dobro šlo. Predvsem Harisu Vučkiču iz Domžal, ki je vse zadev. Poznaš izziv ali potrebuješ kakšno posebno predstavitev? Ja, včeraj mi je naš PR-ovec poslal posnetek Tilna, tako da sem si to ogledal, pa upam, da vsaj malo pariral Tilna. Potem pa ne preostane drugega kot vse sreče. Hvala. Mark, pogoji niso najlažji, ne? Niso. To bi na umetni zagrabil. Evo, potem pa skota za današnje. Duplira. Kaj bo rekla Mark, zahtevne razmere, kar hitra žoga, naravna trava, to je razlika z nekaterimi, ki so se že preizkusili, kako si sam videl izziv? Ja, mislim, izziv je kar dosti zahteven, sploh ker malo bolj drsi, ampak nimaš kaj, so drugi fanti boljši. Ampak ta izziv je za zabavo, tako da bo pa na tekmi šla žoga. Ja, tako je. Hvala ti, vso srečo. Vso srečo. V nadaljevanju. NK Celje in NK Olimpija Ljubljana sta v drugem krogu konferenčne lige navdušila. Z nami pa bo še trener Brava Aleš Arnolj.
Četrtek, 24. oktober 2024. Dan, ki se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Letošnja sezona je tako ali tako edinstvena, ker jeseni na mednarodni sceni spremljamo dva slovenska kluba. Omenjen večer pa je poskrbel za nov mejnik. Celjani so na svojem stadionu z dežele pozdravili nekdanjega turškega prvaka Istanbul Başakşehir. Izjemni Matjaž Rozman, dovolj zbranosti v obrambi in predvsem sijajen napad so bile prvine, s katerimi so grofi tlakovali pot do najvišje zmage slovenskega kluba v sklepnem delu evropskega tekmovanja. Albert Riera je s svojimi varovanci slavil s 5-1. Komaj smo dojeli, kaj je uspelo Celjanom, že smo stiskali pesti za Olimpijo. Zmaji so v Stožicah gostili Laski z Linca. Ljubljančani so nasprotniku prepustili posest in pretili iz protinapadov. Taktičen načrt se je izkazal za pravilnega, saj je Olimpija z zrelo predstavo slavila z 2-0. Čestitke Celju in Olimpiji. Naj bo podobnih večerov v tej in v naslednjih sezonah čim več, mi pa se pred povratkom na Žak spomnimo še najlepših golov v prvi ligi Telemach v zadnjem mesecu, ki ste jih v rubriki Triglav najbolj v oddaji Podprečko izbrali vi, navijači. Prostor, tole je nova priložnost za Primorje, fliper v kazenskem prostoru in gol. To je sjajna priložnost za goste in gol. Omar El Mansuri v 16. minuti za vodstvo Kopra. Tete prihaja do udarca, gol! Celo premalo strelov zdaj, povrat dalje, tule zdaj poskuša in tudi zadeva! Zakaj ste postali trener? Zato, ker uživam v bistvu ustvarjati, voditi ljudi, pa ustvarjati neko zgodbo, ki je kasneje videna na igrišču. Kdo je vaš trenerski idol? Težko izpostavim samo enega, bi pa rekel mogoče zaradi perfekcionizma Mauricija Sarri. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Uvrstitev v Evropo. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Poraz v pokalu proti drugoligašu v Bistrici. Najboljša nogometna tekma z taktičnega vidika? V bistvu verjetno tudi zadnja tekma proti Celju, ker so bili v bistvu pogoji izredno težki in smo uspeli zadržati našo igro in hkrati se prilagoditi na pogoje. Kakšen je vaš dan tekme? Kolikor se da dolgo spati, v bistvu čim kasneje se vključiti, skrajšati ta čas med tem, ko vstanem pa v bistvu do tekme, potem pa poskušati čim dalj časa v bistvu ostati sproščen, pa se čim kasneje vklopiti, zato da je tisto nastopno stanje čim bolj pravo.
Zmaga s 5-4 ali z 1-0? 5-4. Koga bi raje imeli v ekipi, prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Oboje, če je to možnost, če pa bi lahko izbiral pa prvega strelca. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? Se pravi, z odklopom ali z odhodom v naravo, v hribe, kakšen dober koncert, dobra glasba, dobra večerja z ljudmi izven nogometa, kar pa postaja vsako leto težje, še koga poznati izven nogometa. V čem je vaš klub najboljši v ligi? V stabilnosti. Omar El Mansuri zdaj v krasnem prodoru, Omar El Mansuri, slalomira, Omar El Mansuri, kakšen gol! Globok priklon, Omar El Mansuri. To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost, uživajte v nogometnih prenosih na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič. Floroč prihaja do udarca in gol!